Torej, veš, kaj počnejo ženskam v Afganistanu, kaj ne? Kaj talibani počnejo ženskam? No, očitno ta neumna mlada Američanka misli, da je zaradi ljubezni svojega življenja, ki ga je spoznala na internetu. Če želite res izvedeti, kaj se dogaja ženskam v Afganistanu, imamo za vas vse posnetke. Opozorilo, lahko sproži neprijetne občutke. V resnici ni tako lepo, kot to prikazuje ta neumna uporabnica TikToka. Dobrodošli v oddaji Postback. Sem Ira Kay, vaša voditeljica, in poskušamo rešiti neumne liberalne ženske, da ne bi odhajale v Afganistan, da bi se poročile. Čudovito. Mislim, Courtney mi to vprašanje postavlja ves čas, zato sem se odločila, da odgovorim z videom. Spoznali sva se na Snapchatu julija 2024. V živo pa sva se srečali šele decembra 2024. Kdo bi si mislil, da te islamistični plenilci spoznavajo prek spleta in ne v resničnem življenju? In da se boš nekako zaljubila v fanta prek Snapchata, ki želi, da prideš v Afganistan. Fant, tvoji starši so opravili dobro delo. To je video, ki prikazuje, kaj se v resnici dogaja v Afganistanu. In morda je ena izmed njih ona. Kdo ve? V Afganistanu je ženskam prepovedano delati, ni pa jim prepovedano prositi na mrazu, medtem ko moški hodijo mimo in uživajo popolno svobodo. Prav, te ženske sedijo tukaj. Ne moreš ugotoviti, kdo so, kaj so, v kaj verjamejo. A morajo prositi moške, ki jih mimogrede popolnoma ignorirajo, kaj ne? Dobesedno jih samo ignorirajo. Ni tako, da bi jim moški priskrbeli hrano, saj ne morejo delati in ne morejo ničesar storiti. Lepo je, da so jim moški dovolili, da lahko dejansko sedijo zunaj v skupini in prosijo za ostanke. Poglejte še enkrat, kako ti moški ne pogledajo teh žensk in ne pomislijo, v redu, ker smo jim odvzeli vse njihove pravice v družbi, zakaj jim dejansko ne bi poskusili dati hrane? Ne, tega pa res ne bi želeli narediti. To me tako razjezi. Poglejte, kaj talibani mislijo o ženskah. Če ste še vedno v dvomih, kako neumna je ta punca. Hvala Bogu napreduje, hvala Bogu 430, hvala Bogu še en Bahrajnčan. Ali bi to še vedno vključevalo pravice žensk v okviru demokracije? Za vse je napad na islam, šariatski zakon in Rono Kebioris. Ali bi torej verjela v demokratične volitve? Bi ljudje lahko volili ženske političarke? Ti si tisti, ki bo to naredil. Dobesedno se smejijo, ko vpraša, ali lahko ženske sodelujejo na demokratičnih volitvah, ali jih lahko izvolijo na oblast. Smejijo se njenemu vprašanju, ker je tako neumno, ker je ženska. Seveda je neumno. To je tista stvar, zaradi katere mi zavre kri do te mere, da sploh ne vem, kaj ne naredim sama sabo. Talibani se smejijo ženskam, ženske prosijo na ulicah za hrano in ostanke, moški jih dobesedno zlorabljajo. Vsi vemo, zakaj gre pri talibanih, vsi vemo, kaj se dogaja z afganistanskimi ženskami.